Pozdravljeni, danes bomo govorili o odstranjevanju vzrokov, ki povzročajo naše težave. No, jaz verjamem, da nihče izmed nas ni brez težav in da ima vsak od nas kakšno stvar za počistiti. In predvsem odnosi nam kažejo ogledalo. Odnosi, najbližji ljudje, ko mi začnemo spremljati naše počutje, kako se počutimo ob določeni osebi, dejansko to nam sporoča to, kar imamo mi za narediti v svojem življenju, tiste korake. Ne vem, jaz se leta spomnim nazaj in sem se spraševala, zakaj recimo z mojo svakinjo nikakor ne zmoreva govoriti. Pač ne gre, ker vedno sem kazala tako, pač ona je čudna. Dokler nisem prišla do zaključka, da dejansko ta najin pogovor ne steče, zato ker imam jaz problem. Se pravi, vedno, ko kažemo na drugo osebo, ta človek je tak in tak, nekaj mora biti vzrokom v nas, da se sproži ta občutek, da je nekdo drug čuden. No in ko sem raziskovala svoja čustva, sem prišla do zaključka, da sem ji fovš. Se razumete to, ne? Neušljivost. V glavnem, prišla sem do zaključka, da ji zavidam lepši partnerski odnos, kot sem ga imela jaz. In enostavno ni stekel pogovor, nisva, kot da bi bila na dveh različnih bregovih, sedeli sva lahko za isto mizo, pa ni stekel pogovor. No in v glavnem, vedno je tako, ko z nekaterimi ljudmi nikakor ne gre skupaj ali pa odreagiramo na neko zadevo, zadaj nosimo nekaj v svoji duši, v svoji podzavesti. No in zanimivo, kako me je vodila pot. Ko sem začela sama prepoznavati svoje vzorce, sem naletela na knjigo Zdravilni kodeks. Zdravilni kodeks in ta molitev zdravilnega kodeksa mi je majčkeno pomagala pri tem, da sem malenkost premaknila svoja prepričanja, ampak je bilo tako, za eno težavo 3 mesece ponavljanja 3-krat na dan molitve, ki pač nekaj odpre, ampak to je zame tako počas. Ker ko sem začela z mišičnim testom preverjati, kakšne podzavestne programe imam, sem prišla do zaključka, da rabim živeti vsaj 250 let, da bom lahko vse počistila. Ker zdravilni kodeks za eno težavo, recimo ena od mojih težav je bila, recimo, če gledam prav to mojo svakinjo, se pravi, zavidala sem ji lepši partnerski odnos. To je bil moj problem, ne njen. Se pravi, bilo treba počistiti občutek, čustvo zavidanja, ker to je čustvo zadaj, ne? Potem sem prišla do zaključka, da imam potrebo po zlorabi. Da hodim okrog, kot da bi imela velik jumbo plakat, na katerem piše, če je kdo, oziroma če je kje, kakšen, ki bi me rad okrog prinesel, jaz sem ta pač budala. Oprostite mi za mojo slovenščino, ampak v glavnem, sploh ne vem, če imamo v slovenščini izraz za nekoga, ki zmerom dežurni, pač tisto, ki poberete najslabše. In sploh, ko sem opazovala moje vzorce, recimo spomnim se 10 let nazaj v enem odnosu, poslovnem odnosu, dala sem vse tam noter, pač tako verjela v to osebo. In dejansko v enem trenutku mi je še očitala ta oseba, da preveč od nje pričakujem, da pač tako mi bilo, kje sem mimo udarila. In se spomnim, da sem celo poletje dejansko slikala, takrat, ko sem imela prosti čas. Imam tam moji 2 prvi sliki na platnu, ker enostavno sem želela preusmeriti svojo pozornost drugam, namesto da se ukvarjam z razočaranjem. Ker vedno, to je bil moj vzor. Se pravi, daš v nek odnos vse in še več in na koncu ta oseba nekaj pridobi in ko te ne potrebuje več, te zavrže. In to se je moj vzorec ponavljal in vedno na koncu sem občutila razočaranje. No, takrat še nisem vedela, kako naj, recimo 10 let nazaj, počistim svoje vzorce, samo razumela sem, da moram fokus dati drugam, ker drugače se začnem utapljati v svojih občutkih razočaranja, nemoči in tako naprej. V glavnem, no ja,
Podobna šola se je lansko leto zgodila z mojo šolo, ker so določeni ljudje, ki sem jim dala na obroke, pač programa niso plačali. Spet sem dala vse in še več in na koncu sem ostala razočarana. Pač mogoče sem se zdaj že kaj naučila. No in zdaj, če preverim s mišičnim testom, potrebo imam potem, da v vsakem odnosu na koncu pristanem na razočaranju. Ne več, ne več. Zdaj lahko seveda, ko delate mišični test, lahko date roke na prsa in odnihate, lahko samo, pač pomembno je, da imate ramenski obroč čim bolj sproščen, ker ko je ramenski obroč sproščen, lahko naredite mišični test. Malenkost glavo naprej, na prsa in potem deluje. No in v glavnem. Ko sem šla predelovati svoje vzorce, sem prišla do tega, da z določenimi ljudmi predelujem vzorce iz preteklih življenj. No in te vzorce iz preteklih življenj, zdaj vam pa spet drugo zgodbo povem. Bili smo na eni delavnici in na tej delavnici je bila ena gospa, taka, pač o imenih ne bom govorila, fina, uglajena, zelo fino je govorila. In prvi občutek je bil, ta gospa me ne mara, prav tako. Ne, in tudi jaz ne maram, prav tako. Stran od nje. Ampak ta gospa, sem potem pač prišli do zaključka, da je bila v večjih življenjih moja mama. In v tem razočaranju nad ljudmi, nad moškimi, mi je ona v vseh življenjih branila in me je prepričevala, ne, samo stran od teh ljudi. In bolj kot mi je branila, in midve sva se izmenjevali imeni Marija in Magdalena, pač velikokrat sva bili, ampak vedno je bilo stran od teh ljudi, ne, ti bojo škodovali. In bolj kot mi je branila, bolj sem bežala stran od nje. In tisto življenje, ki sem ga videla, sem jo v bistvu zavrgla, svojo mamo. In v tem življenju, ko sem jo srečala, to mojo rezervno mamo, dejansko je bilo tako, ta gospa me ne mara, ampak, a veste, kako me ima rada? Pač ona me ima tako rada, jaz imam te mame iz preteklih življenj, ki sem jih srečala, in to so tako neverjetne gospe, s tako ljubeznijo, in jaz sem vam to gospo tako rada. Pač v tem življenju ne potrebujeva več borbe, ampak je čisto sprejemanje. No in zdaj sploh to, če predelujete neko življenje, ko je bil nekdo otrok, nekdo drug starš in so zdaj v tem življenju malo pomešane vloge, normalno, da potem lahko odreagirate na nek način, ko pridete do iste kode. Ne? To so dobesedno kode, ki nas zvežejo. Pol naslednja zadeva. Če svojo družino predelujete, odnose, recimo, da imate občutek, da ne spadate v družino, ali pa da ste črna ovca v družini. Mogoče morate počistiti, da je to vaš program, potrebo imam potem, da se počutim nezaželenega. Pač prav potreba, zasvojenost s tem, da se počutiš izobčenega. Kot sem jaz imela potrebo po prevaranosti ali pa po zlorabi, po občutku razočaranja, imate vi lahko neko drugo potrebo. No, naj vam povem, da to v tej moji šoli, ki jo pripravljam, dejansko predelujemo točno take zadeve, kaj imate za predelati in v povezavi tudi s preteklimi življenji. No, zdaj pa, če pogledamo katerokoli od mojih zadnjih knjig, lahko, ko imajo moški hormoni žur, ali pa ko imajo čakre žur, ko imajo duše žur, se pravi v zadnjih 3 knjigah, kjer pišem tudi o preteklih življenjih, dejansko tukaj noter opisujem zgodbe ljudi, ki predelujejo nekaj iz preteklih življenj. Recimo, tukaj se mi je odprla knjiga, v knjigi, ko ima pač zgodba moškega, v tej knjigi, ko imajo moški hormoni žur, ranjenega moškega, ki je v bistvu vedno, ko je prišel do nekega partnerskega odnosa, v bistvu odnos z žensko, enostavno je zbežal, vedno. Zaradi tega, ker je njegov program, ženskam ne smem zaupati. Vse ženske me izdajo, vse ženske me razočarajo. Ljubezen pomeni smrt. In zdaj, če gledamo, od kje je imel take programe, glede da v tem življenju, ja, seveda, bivša žena ga je izdala, bivša žena ga je razočarana, ampak ni ga ubila. Kaj predeluje?
predeluje neko drugo življenje oziroma serijo drugih življenj, ki so povezane s tem, da zaradi zaupanja določeni ženski je bil obživljenje, je bil izdan, ljubezen zame pomeni smrt, strah me je občutiti ljubezen, seveda, kar je povezana z občutkom smrti. Vedno, ko pridemo do takih bolečih lekcij, dejansko je ranjena potem tudi naša čakra, določena. No in prav pri tem moškem dejansko sem videla tako, kot da ima luknjo skozi srce, dobesedno ne zmore občutiti ljubezni. No in zdaj, zakaj mogoče nekateri vedno znova sabotirate nek partnerski odnos? Lahko imate v duši zaobljubo, da nikdar več ne bom zaupal ljubljeni osebi. In dejansko pridete do točke, ko morate uničiti odnos. In potem se sprašujete, zakaj sem nesrečen, zakaj sem nesrečna. Zaradi tega, ker je zadaj zaobljuba, raje prvi uničim odnos, kot pa da sem na koncu jaz ranjen ali pa ranjena. Tako da v glavnem zanimive so te zadeve, kar jih predelujemo kot duše, kar privlečemo s sabo. Zdaj, drugo zadevo, kar pa privlečemo s sabo ali pa kar pridobimo, so pa korenine družinskega debla. In preko korenin družinskega debla pa mi dejansko predelujemo vzorce svoje družine. Recimo, zdaj, če pogledate zgodbo svojih staršev ali pa še boljš zgodbo svojih starih staršev, boste prišli do nekih vzorcev, ki so sigurno v vaši družini. No in prav to, kako počistiti družinske korenine, mi delamo meditacijo za čiščenje korenin družinskega debla in ko to delamo, dobite prav posebna darila. Dejansko to je nekaj, kar vam ne morem takole razložiti, ampak to razlagam pač v šoli. Ampak v glavnem, kar je zanimivo, kar vlečemo po koreninah družinskega debla. Je zdaj, če pogledam mojo družino. Moja družina, moja stara mama, jaz se je spomnim kot zlobne, kot neprijazne, kot vedno je imela ruto zavezano tako naprej in v glavnem zmeraj je bila slabe volje in grdo je gledala. Tako se jaz spomnim kot otrok. Kot otrok se ne spomnim niti enkrat, da bi me popestovala ali pa da bi bila prijazna do mene. Dejansko je bilo tako, kot da ta nedolžna energija otroka ji bode v oči in da ne zmore biti prijazna. Danes vem, da moja stara mama je bila samo tako močno ranjena in ker je bila tako močno ranjena, zdaj tisto, kar sem nekako dobila v videu korenine družinskega debla, vem, da je to povezano s tem, da dobesedno je bila primorana se poročiti na kmetijo. Mogoče je moj starata imel velik spolni apetit, zato ker se spomnim še pri 80 letih se iz kamre slišalo, ko je starata lezel k stari mami in ona se je pritoževala tako: "A nisi dovolj star? Kdaj boš že nehal?" Tako pač enostavno, ja, bilo je prevelik zalogaj je bil zanjo in ni zmogla dajati ljubezni. In zdaj, če veste, da imate nekoga v svoji družini, ki ne zmore dajati ljubezni, ali pa da ste vi mogoče tako močno ranjeni, da ne zmorete dajati ljubezni, je čas, da pozdravite svoj del svoje duše. Ker glejte, s tem, ko vi pozdravite svoj del, a ne to, kar vi privlečete in ste se kot duša odločili, da boste predelali, dobesedno s tem razrahljate neke vezi v celem družinskem deblu. In s tem prekinete vzorec za naprej, za vaše potomce, za vaše otroke, vnuke, da se enostavno te vzorci nehajo ponavljati. Recimo v naši družini, potom stare mame, je bilo v bistvu program Alkohol je rešitev. Pač enega na zob, dva na zob, pa imaš pa majčkeno bolj mira, malo si utopel. Danes mogoče nekdo ima program Antidepresivi so rešitev. In vemo, da ogromno ljudi danes uporablja pač antidepresive, zaradi tega, da čustvovanje zatre. No in v glavnem, ko pridemo do določenih vzorcev,
jih potem počistimo z zdravilno molitvijo dekodiranja. In to je prva zadeva, se pravi, vzorce prepoznamo, potem jih počistimo z zdravilno molitvijo dekodiranja in to zdravilno molitev dekodiranja se mi dobesedno sestavlja skupaj in dejansko deluje. Kdor jo izvaja, vam povem, da ne samo, da pozdravi korenine družinskega debla, pozdravi svojo auro, odstrani vzroke, ampak dejansko vidim po strankah, ki to delajo, da dejansko se zgodijo ozdravitve. Tako neverjetna je. In potem, ko vi še začnete usmerjati energijo v 4 zdravilna središča in si potem slikate še srečno bodočnost, postajate vedno bolj močan magnet za vse dobro v vašem življenju. Ker če ne počistimo vzorcev in lahko berete v knjigah, ki ne vem, recimo, ne vem, katero knjigo vam lahko rečem, ampak mnoge knjige govorijo o tem, recimo od ameriških avtorjev, pusti podzavest tam, kjer je. Se pravi, pusti pod preprogo kup, ker bolj kot brskaš, bolj smrdi. Ampak ta kup pod preprogo je tisti, ki vas zadržuje, ki vam preprečuje, da bi srečno zaživeli. In slej ko prej se boste mogli spopasti s tem kupom, ki je tam nekje pod preprogo, in ga počistiti, in te vzorce, ki jih želimo skriti, ko jih počistite, verjemite mi, da postanete dobesedno drug človek. Tako močno deluje zdravilna molitev dekodiranja. Seveda, v tej zdravilni molitvi dekodiranja sem govorila tako v knjigi, ko imajo moški hormoni žur, ko imajo čakre žur, ko imajo duše žur. V glavnem, v zadnjih 3 knjigah absolutno govorim o tem. In zdaj, če pogledamo še kakšno pozitivno afirmacijo iz knjige, ko imajo duše žur, sploh recimo jaz verjamem v to, da si lahko pomagamo v vsakodnevnem življenju z angeli, recimo na afirmacije in molitve k nadangelu Rafaelu. To je angel zdravljenja. Nadangel Rafael, prosim, ozdravi moje čustvene rane, zaupam v tvojo zdravilno moč. Nadangel Rafael, prosim, pomagaj mi občutiti sočutje, a ne najprej do sebe. Prosim, pomagaj mi, da se vse obsojanje do sebe in do drugih preobrazi v sočutje. Jaz se vam opravičujem, ampak jaz vam del disleksije. In ko mi začnejo plesati črke, je zanimivo. Ampak v glavnem, kakorkoli, pač mnogo vas je, ki se vam to dogaja in jaz se tega ne sramujem. Res, da ni idealno in mogoče nekdo pomisli, lej še prebrati ne znam, ampak enostavno, ko začnejo črke iti po svoje, je zanimivo. Tako da v glavnem, kakorkoli. Pač vsak ima kakšno stvar za predelati v svojem življenju in prav, kar se tiče disleksije, mogoče imate pa nek drug talent, preko katerega se lažje izražate. In dobro, moj talent je, da lahko govorim, moj talent ni, da lahko berem, ampak se lahko izražam skozi pisano besedo. In skozi pisano besedo, takrat, ko sem v miru, vem, da prenašam neke informacije, neko vibracijo, ki pomaga ljudem naprej. Tudi glas je neka vibracija, ki pomaga ljudem naprej. Pač vsak ima svoj talent in skozi kar se lahko izražam, je seveda skozi narisano besedo, se pravi skozi sliko. To je pač moj način izražanja, ni pa skozi brano besedo, ne? Nismo vsi za vse. In nekateri odlično pojejo, imajo svoj talent, pač vsak ima nek svoj način izražanja in komuniciranja. In je prav, da poiščete svoj način komuniciranja in ga uporabljate, in s tem, ko boste preko svojega kanala komunicirali s svetom okrog sebe, boste videli. Če ne druga, glejte, nek od nas vas lahko uči postaviti meje, jasno povedati, kako se vi počutite, lahko pa vas uči, da poiščete neke vzorce, ki jih morate prečistiti in potem lažje zaživite. Tako da, ja, delajte na sebi, iščite, raziskujte svojo podzavest in jaz čutim, da je to moje poslanstvo, da vam pomagam tudi preko moje zgodbe ozaveščati vaše rane, ker na koncu koncev ljudje smo si podobni. In na koncu koncev smo vsi na nekem potovanju skozi odnose. In to življenje, kar nam nudi, je sigurno to, da napredujemo kot duše. Tako da, ja, imejte se radi, ker to je v osnovi
začetek vsakega odnosa, ljubezen do sebe. Uživajte.